kako vi vidite vlogo civilne družbe, vlogo politike in ali je možno, da ti dve entiteti sploh sodelujeta in da prideta skupaj? Ja, jaz mislim, da najboljš opiše pomen civilne družbe to, da ne jaz, ne vi ne veva, kako bo, ko se bova srečala 6. ali pa 7. in v kakšni vlogi bova. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ko si v neki organizaciji, sploh mi v inštitutu, se vedno borimo za vsebino. In zelo jasno vemo, v kaj verjamemo, zelo jasno vemo, da si prizadevamo za neko socialno pravičnost, družbeno pravičnost, fair okolje, da nam gre na živce korupcija. In to so vedno teme, kjer se bomo angažirali in kjer bomo iskali zaveznike. In mi tudi verjamemo, da najboljši zavezniki so čudni zavezniki, zavezniki, ki si jih pač nikoli ne bi predstavljal. Tudi verjamemo, da ljudje niso črno-beli, tudi da situacije niso črne ali pa bele in da je zaradi tega treba zelo aktivno vedno iskati možnosti sodelovanja. Da sprejmeš, da kdaj ne prideš skupaj, ampak da se zelo upreš trenutkov, ko lahko delaš skupaj in to se je zgodilo tudi nam. Hkrati je zame zelo povedno, ko je bil ta pač pogovor napovedan, je mene ogromno ljudi vprašali, če bova napovedala mojo kandidaturo, pač ne bova je, nikoli nisem bila povabljena, če bi bila, verjetno tudi ne bi tle sedela, zaradi tega, ker se ne vidi nikoli civilne družbe kot nekoga, ki lahko je tudi zaveznik politične stranke v nekem trenutku, ki lahko sodeluje tudi s političnimi strankami in ki pravzaprav jih mora tako napadati, ker se nam to zdi prav, kot takrat, ko delujejo fair in pravilno biti zelo fair zaveznik tudi sam. In jaz mislim, da naslednje volitve so izjemno pomembne. Mi v inštitutu absolutno podpiramo vse opcije, ki ne bojo sodelovali z Janezom Janšo ali pa z Matejem Toninom ali pa z drugimi strankami, ki so zdaj v vladi, ker se nam zdi, da nam grozi prihodnja Madžarska in zato se mi zdi, da zdaj tudi delujemo in sodelujemo z vsemi. Kar je pa glede referenduma za čisto pitno vodo, sem bila pa jaz res tudi presenečena, pač LMŠ je bil izjemno fair. Mene je šokiralo, ko ste na prvem sestanku predlagali, da naj govorijo strokovnjaki in da se vi čisto umaknete. Seveda smo pa rekli, ne, dajmo iti transparentno z vsemi, ampak to je bilo nekaj novega. In ste zelo posebni v tem, da nas jemljete take, kot smo, da nočete več in da sprejmete to, kar ponudimo in hkrati korektno odšpilate. In to meni veliko pomeni.